kako bi rekel, mora biti sama civilna regulativa je pa takrat bila zelo pedantna. To so imeli tako hitro pošlihtano vso evidenco ljudi, vsaka hiša je mogla imeti svoj seznam vseh stanovalcev, tale pa tale, rojen tega pa tega, takle pa takle in tako je bilo. Pa je včasih prišla kontrola, posamezne hiše, listek vzel, po listu tale pa tale pa tale. To je pa tole. Pa če bi bil kakšen ibršen rezultat, odkot je pa to. Torej, to so imeli vražje. Mi vsi smo dobili potem neke dokumente, pašaporto, oziroma ne pašaporto, to je bil Kenkarte, to je spoznavna karta, für Deutsche Angehörige bis auf Widerruf. To je nemški državljan do preklica je dobil. In jaz sem s tisto karto še v partizane šel, iz uniformo Hitlerjugend, tudi v partizane šel. Ker tisto uniformo sem pa rekel, ker že pom je mama prinesla enkrat. Enkrat je rekel, komisar je rekel, a nisi tole pa tole, sem rekel, kako ti čas, si to pa to. Je rekel, uniformo bilo fajn, da bi dobil. Da imam rec, naj ti prines, pa je prinesel, no. In enkrat je bilo tako, da je bilo treba v Škofjo Loko, tu ne vem kaj, ne vem pokaj, pa sva z eno šla z biciklom se pa nismo voziti. Če smo pa hajot, uniformo, spala vse lahko z biciklom bilo. No, pa so se z biciklom pelale po Lučinic dol, pa tamle gor, pa sva nek še na Petrolu srečala, ampak ko sem vedel, no, pa nikoma ni šla. No, in tako da to so ta Hitlerjugend so pa oni hoteli na neki način mladino le pritegniti k sebi, to je bila njihova, bi rekel, politika, kadrovska politika, precej pretkana. Vsak bi rad bil dober športnik. To je vsakmo, posod bilo zmerno prisotno. Vsakmo človek, posebej med mladino, med otroci, je ta ambicija. Jaz sem pa več kot ti pa nisi to pa to. In oni so nagrajevali dobre športnike s tem, da je vsak dober športnik dobil uniformo za ston. No, in to je prvi hajot, pa smo vsem pa ali vsak mesec enkrat, ali to, je bil zbor tam dol pri Partizanu, ko včasih Partizan je bila močna organizacija tle v Medvodah pred vojno. Ta, bi rekel, tale farška ali pa krščanska, je bil fantovski cek, jaz sem bil tle, ko smo bili tle doma, tle je bil fantovski cek, dol vsi kolege, kar jih je bilo pa Medvoščanov so bili pa sokoli, ne. Pa smo še en drugega zajevali, tako da je bila še, mi smo čakali, kaj smo mi že peli. Sokol vsak je bedak, druga pihne, pade zrak. Oni pa, čakaj, dvignite orli svoje ušesa, da svet Peter potegne v nebesa. No, to je medsebojna taka zafregancija. No, in v tistem, pa so drugačne mled, določene so nam eno žogo dali tudi, za fuzbal. In v tistem času smo mi še fuzbal igrali, tudi stelem so bili v šoli, je bila ena policijska enota, policaji so imeli svojo ekipo, vem, da smo enkrat še s policaji igrali. Mi Medvoščani, mularija in pa policaji. In je bila takrat še tale policijska ura ob 8 zvečer, majhen prej 3:45 je zvonil, so ljudje vedeli spokati, tako kot zdaj zvonil, običajno zvonil v Marijah, da le nehajte, to je delo pusto zvonil, pust delo pa pet dam. Da je pa pusti delo pet dam, zato ker moraš, če ne pol policijska ura, da so ljudje vedeli, da je toliko ura deleč. No, mi smo pa tudi, smo pa malo več kot pol te igre odigrali, da je pa wir müssen nach Hause, Polizeistunde. Keine Polizeistunde, weitermachen, ne? Madonna sam je rekel, ko te šli dan, prav vse so oni vejo, da imamo mi tole pa tole, ko te šli dan, takrat smo pa skoraj vsi od petih, karkoli nas je bilo, so 4 cokle nosili, tiste lesene. In prav s tistem, ko te laufali, tok, to se slišli deleč, ne bi tih, pa brez skrbi ne bo beno reč. In tako smo fertik, odbenkali tiste cokle nataknili,
Fuzbal smo igrali s kakšnem starem čevljem ali pa bos, no, pa smo laufali po Itlevorsko, pa vsak dan pa je bilo nikome ništa. Torej, to so znali aktivirati mladino sebi v prid. No, in tudi vzgoja kot taka je bila, da so organizirali potem tudi tečaje v Avstriji, to je bil Feldkirchen, je bil en center za tečaje te mladine, Landskron je bil pa že, Felden je bil pa, ne, Landskron je bil prvi, Felden je bil pa nadaljevani. In jaz sem obeh bil tudi že. Najbolj športnik tle je bil Žontarjev Janko. No, vidiš pa zanimivo, Janko je šel v Partizane pa padel je. Ker skoraj vse, karkoli nas je bilo gor, smo se poj najdli tamle. In raven v Fednu, ki je bilo že nadaljevanje tega, torej druga stopna tega šolanja, smo se učili že streljati iz zračnim puškam, pa Keulenwerfen, torej ročne bombe metati in puzanje. To smo že vse tam začeli in mi smo bili pri tem takem, jaz sem to malo šolo skozi dal. Sem že skoraj največ vedel v naši četi, kako se nišani, fina mušica, druga mušica, pa tako naprej, no, sem bolj rekel. Poleg tistih dezerterjev, ki so bili pri nas. Ker večji del, če bi rekel, od cele enote, tele naše diverzantske čete, nas je bilo več kot polovica sestave, so bili nemški dezerterji, pa mi mladina, ki smo imeli tele inštrukcije že hajut. Tako da to je Nemc praktično izvežbal svoje sovražnike v teh tečajih. No, toliko je bilo tole in je raven v tem Feldnu enkrat, je bila tudi taka zadeva. Mi smo po končanem kosilu mogli vsi vstati, wir sind alle gut satt, wir danken unserem Führer, dass wir alle gut satt sind. To smo mogli reči. No, enkrat pa mi vstanemo, ne vem kako, da smo se zgovorili, wir sind alle hungrig! Ujebenti, vse tiho je bilo. Namršil se je. Ona ti, pa ne vem kako je, Rusi so rekli, rota, tole pa tole, kako nas je že imenoval, ven, pa smo šli ven, pa nas je gonil polne 3 ure gor, pa dol, pa hinlegen, pa puzati, pa ne vem kaj. In zakazali, ko smo to rekli, ki je bilo to.